Spoštovani gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, kot se nazivate v Zvezi Združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, predsednik Zveze Združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, Marjan Križman, župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković, vsi cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli v tem poletnem večeru, ko bo slovesno odkrit doprsni kip dolgoletnega predsednika Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, partizana in častnega meščana Ljubljane Janeza Stanovnika. Ker pa zaradi korona epidemije nismo mogli slovesno, kot bi si želeli, obeležiti praznika Ljubljane, slavnostno sejo mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in podeliti plaket in nagrad ter nazivov častna meščanka in častni meščan Mestne občine Ljubljana, bomo to slovesnost namenili tudi temu. Hvala sestavu Orkestra Slovenske vojske, ki je to slovesnost obogatila z uvodno melodijo z naslovom Kosec, koso brusi. Ljubljana ima svoj praznik 9. maja, na dan osvoboditve Ljubljane, ki pa sovpada z obletnico zmage nad fašizmom in nacizmom, dnevom Evrope in dnevom miru. In ravno letos mineva 75 let od konca druge svetovne vojne. In Ljubljano je seveda nadvse ljubil tudi Janez Stanovnik. Bil je tudi častni meščan Ljubljane in danes bi praznoval 98. rojstni dan. Vsak od nas v sebi nosi spomin na njegovo legendarno podobo. V naših mislih še vedno odmevajo njegove odločne besede in modrosti. Dolgo bi lahko opisovali njegovo bogato življenje in poti, po katerih je hodil. Največ pa v njem verjetno pove dejstvo, da so ga mnogi imenovali kot očeta naroda. Spoštovani in spoštovane, pred mikrofon vabimo predsednika Zveze Združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, Marjana Križmana. Drage tovarišice in tovariši, spoštovani zbor. Najprej bi želel pozdraviti župana Mestne občine Koper, oprostite, s Kopra prihajam, pa se zgodi, ne? Zorana Jankovića, mogoče pa kdaj bo župan Kopra, se ne ve. In nekdanjega predsednika Milana Kučana. V veliko čast mi je spregovoriti vsem, ki spremljate današnjo slovesnost, posvečeno zmagi slovenskega naroda pred 75 leti v boju proti fašizmu in nacizmu, ter v tem okviru tudi postavitev spomenika oziroma doprsnega kipa osebnosti, ki je osebno pripomogla k omenjeni zmagi in ki je bila sposobna to veliko partizansko zmago pretvoriti v gradnik slovenske državnosti. To je bil dr. Janez Stanovnik. Ob tej priložnosti izrekam zahvalo najprej vsem še živečim borcem in borkam narodno-osvobodilnega boja, ki so še med nami, bodisi tukaj na slovesnosti, bodisi doma. Čeprav nas je svetovna pandemija
nove koronavirusne bolezni pritisnila za zidove naših domov in prikrila naša čustva pod maskami, pa smo hvaležni vsem, ki ste omogočili današnjo slovesnost in še zlasti tistim, ki ste tako hitro uresničili idejo o postavitvi doprsnega kipa Janeza Stanovnika. Tu gre velika zahvala mestni občini Ljubljana in županu gospodu Zoranu Jankoviću. Kot predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja se zavedam, da delujemo v novih okoliščinah, ki jih narekuje zdravstvena situacija, hkrati pa se kljub novim izzivom ne moremo povsem odreči spoznanjem iz preteklosti, kot tudi ne vrednotam, ki so oblikovale in ohranjale naš narod skozi zgodovino vojn, oblastnikov, kužnih bolezni, okupatorjev in drugih zavojevalcev. Spomeniki so simbolna sporočila nekega časa, zapisi o ljudeh in njihovi veličini, ki bolj govorijo prihodnjim generacijam kot pa sodobnikom. Sodobniki postavljajo spomenike ljudem, zaradi katerih želimo, da bi se zanamci spominjali naših dni in tistih, ki so bili tvorci enega dela zgodovine naroda. To je bila naša iskrena želja ob izdelovanju in postavitvi doprsnega kipa dr. Janezu Stanovniku. S postavitvijo tega doprsnega kipa želimo prihodnjim generacijam sporočiti, da je bil dr. Janez Stanovnik ustvarjalec naše politične zgodovine. Dr. Stanovnik se je poslovil 31. januarja letos in vse do zadnjega trenutka svojega življenja je govoril in deloval v dobro slovenskega naroda, kot pravnik, ekonomist, politik, državnik, razumnik in voditelj. Bil je udeleženec sestanka v Vidmarjevi hiši, kjer je bila aprila 1941. oblikovana Osvobodilna fronta slovenskega naroda. Zastopal je krščanske socialiste in sicer tisto krilo, ki je nasprotovalo političnemu delovanju cerkve. V partizanskih vrstah je opravljal politične naloge, včasih je moral blažiti spore med krščanskimi socialisti in komunisti. Na Kočevskem zboru je bil imenovan za člana Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora. Po vojni je deloval v različnih diplomatskih in državniških službah. Takoj po vojni se je skupaj z Edvardom Kardeljem udeležil pariške mirovne konference. Dolgo let je deloval v Organizaciji združenih narodov, kjer je dosegel zelo visoke položaje, med drugim generalnega podsekretarja Organizacije združenih narodov, Slovenci pa smo zlasti cenili njegovo povezovalno držo v času, ko je bil predsednik predsedstva Socialistične republike Slovenije, takrat si je pridobil naziv oče naroda. V Zvezi združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja se je Janez Stanovnik zapisal v trajno zgodovino kot naš predsednik med leti 2003 in 2013 ter zatem kot naš častni predsednik. Iz Stanovnikove osebne, politične in državniške poti razberemo izjemno sposobnost povezovanja različnih ideoloških pogledov, usklajevanja teoretskih in praktičnih spoznanj ter nadgrajevanja bojnih izkušenj ter strokovnih spoznanj z delovanjem na mednarodni ravni. Dejstva, da je izhajal iz verne družine in da je v Osvobodilni fronti predstavljal krščanske socialiste in kasneje leta 1944 postal tudi komunist, kažejo, da je moral razumeti pluralnost idej in mišljenj v narodno-osvobodilnem boju in da se je kot inštruktor Osvobodilne fronte za to pluralnost tudi zavzemal. Tem idealom je sledil tako v času delovanja v OZN-ju kot tudi v slovenski politiki. Njegova pripadnost demokraciji, človekovim pravicam in spoštovanju različnih pogledov na svet
se zlasti pokaže v času, ko je vodil Zvezo združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja. V svojih številnih govorih je v slovenske spomine na narodno-osvobodilni boj vnašal izkušnje iz mednarodnega okolja in v naše domače zdraharske razmere prinašal sporočila o mednarodni veličini odporniškega gibanja na Slovenskem. Stanovnik je znal priznati napake preteklega političnega sistema, pa tudi krivice iz narodno-osvobodilnega boja. Vselej tako, kot da gre za njegovo osebno gesto in ne da bi drugi silili v svoja spravna dejanja. Spomnimo se njegovega obiska v Cerknem leta 2014, ko je kot častni predsednik Zveze združenj borcev govoril na komemoraciji v spomin na 41 se strani Nemcev pobitih tečajnikov partijske šole v Cerknem. Po tem dogodku pa je s cvetjem odšel k obeležju v spomin na 15 pobitih domačinov na Lajšah, ki so jih maščevalno likvidirali partizani, misleč, da so Nemcem pokazali pot do Cerknega. Tako je svojim zgledom pokazal spoštljivost do vseh žrtev vojne in hkrati javno sporočil, da je bilo partizansko maščevanje za pobite mlade tečajnike v bistvu krivičen povračilni poboj. V spominu ga imamo tudi kot humanista, ki je znal svojo družino postaviti pred osebno kariero, saj se je za več let umaknil iz javnega življenja, ko je skrbel za bolno ženo Dragico. Ob spomeniku Janezu Stanovniku si želimo, da bi njegova osebnost prepolna načelnosti glede pravičnega boja vseh narodov sveta za svojo svobodo ter hkrati spoštovanja do drugih in drugačnih bila zgled vsem bodočim rodovom, ko bodo v zgodovini iskali oporo za svoje delovanje in prepričanja. Mednarodno okolje se spreminja in naše domače razmere prav tako. Medsebojna odvisnost narodov in držav sveta povzroča nenehno prepletanje nacionalnega z mednarodnim. Seveda razumemo, da v te nove spremenjene čase težko prenašamo vse izkušnje iz slovenske zgodovine, toda bistveno je, da ohranimo in prenašamo naprej vrednote, ki so oblikovale našo nacionalno suverenost in nas umeščale med narode in države z naprednimi idejami in vizijami. Stanovnik je bil v Organizaciji združenih narodov slavna osebnost prav zaradi svojih partizanskih, veteranskih izkušenj. Zato moramo tudi prihodnjim generacijam pojasnjevati, da je bilo partizanstvo in narodno-osvobodilni boj slovenskega naroda proti okupatorjem ključno za zgodovinsko umestitev našega naroda med zmagovalce v antifašističnem boju. Tako kot je Stanovniku njegovo partizanstvo odpiralo vrata v mednarodne organizacije in omogočilo stike s pomembnimi ameriškimi ekonomisti, tako se moramo tudi danes in v prihodnje zavedati, da nas partizanstvo uvršča med napredne narode sveta. Seveda ne bo dovolj trkati se na svoje napredne prsi. Potrebno je vedno znova v vseh novih mednarodnih okoliščinah poiskati tiste sile, ki so gibalo napredka, ki prispevajo k svobodi, enakopravnosti in medsebojnemu spoštovanju, ki gradijo skupnost in dialog civilizacij in postaviti se na čelo ali ob bok tem naprednim silam. Pozorno moramo spremljati ravnanja naših politikov in jih opozarjati na dosežke in vrednote, zaradi katerih smo bili v zgodovini postavljeni na stran naprednih sil. Tako kot je vedno odkrito povedal Stanovnik, ko je v svojih govorih neutrudno bičal zablode in stranpoti sodobne slovenske politike. Ko govorimo o širših družbenih spremembah, moramo upoštevati, da se spreminjamo tudi mi v Zvezi združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja. Le peščica je tistih med nami, ki so osebno sodelovali v narodno-osvobodilnem boju. Z odhodom vsakega od njih se v naše vrste zareže praznina, ki je ne moremo zapolniti. Naše vrste pa polnijo z novimi generacijami ljudi,
ki verjamemo v ideale partizanstva. Med nami bodo zagotovo tudi mlajše generacije, ki prinašajo nove poglede na svet. Tudi njihov patriotizem je bistveno bolj svetovljanski, kot je bil naš. Toda ne glede na morebitne razlike med nami, bomo še vedno vsi skupaj zagovorniki vrednot, nastalih v času boja naroda za neodvisnost, suverenost in lastno državo. S tem bomo doprsni kip Janeza Stanovnika ne le postavili v vrste narodnih herojev, ampak ga bomo ponotranjili kot usmeritev na naše delovanje in predvsem kot vodilo vsem novim mladim ljudem, ki bodo iskali svoj smisel v zgodovini in svoje poslanstvo v družbenem delovanju. Na koncu izražam še svojo iskreno željo, da bi naš odnos in spoštovanje do Stanovnikovega dela nadaljevali z drugimi projekti, bodisi s proučevanjem njegove zapuščine ali pa z obnašanjem, ki bi izražalo spoštovanje do velikega rodoljuba in državnika. Naj ne bo ta postavitev doprsnega kipa razumljena le kot naša zahvala za delo in prispevek Stanovnikove osebnosti ali celo kot zaključek našega odnosa do njegovega dela, temveč naj bo simbol na poti v družbo, kjer zmagujejo demokracija, neodvisnost in razumevanje med narodi sveta. Na tej poti pa se bomo srečevali mi sodobniki in tudi mnoge prihodnje generacije. Smrt fašizmu! Hvala lepa partizanskemu pevskemu zboru pod vodstvom zborovodje Iztoka Kocena in ob spremljavi harmonike Branka Sladiča. Ob prazniku Ljubljane vsako leto s podeljenimi nagradami in plaketami izkažemo spoštovanje našega mesta velikim osebnostim, skupinam,
pomembnim ustanovam ter organizacijam. Poklonimo se jim za njihov nepogrešljivi doprinos k življenju mesta, ki so ga obogatili s svojimi umetniškimi, znanstvenimi in socialnimi presežki. Prejemniki nagrad glavnega mesta Ljubljane za leto 2020 so Zavod župnije Trnovo, Dom Janeza Krstnika. Mladinski dom Malči Beličeve. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Center urbane kulture Kino Šiška. In javni zavod Cene Štupar, Center za izobraževanje Ljubljana. Vsem hvala in iskrene čestitke. Prejemniki plaket glavnega mesta Ljubljane za leto 2020 pa so Dejan Babosek z ekipo filma Preboj. Društvo Ljubljanski zdravniški orkester Camerata Medica. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcem Kralji ulice. Društvo Urbani čebelar. Kitarist Pavel Kavec. Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru. In društvo Parada ponosa. Tudi vsem prejemnikom plaket iskreno čestitamo. Ljubljana je mesto, ki je številnim prijetnim evropskim prestolnicam podobna, a nobenemu mestu ni enaka. Tako zelo radi in ponosno ponavljamo za gospodom županom, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu. In vanjo v Ljubljano smo nekako zaljubljeni vsi Ljubljančani in Ljubljančanke. Zato ni naključje, da je njeno ime, če upoštevamo eno izmed etimoloških razlag, ljubljena. Sprehodimo se zdaj pred to poletno nočjo po naši ljubljeni Ljubljani skupaj s sestavom orkestra Slovenske vojske.
Na nocojšnji slovesnosti bo župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković slavnostno podelil naziva častna meščanka in častni meščan Mestne občine Ljubljana. Častni meščani tradicionalno prejmejo portret, umetniško delo akademskega slikarja Rudija Španzla, enega najbolj znanih slovenskih portretistov. Portreta letošnjih častnih meščanov bomo videli na zaslonu. Mestna občina Ljubljana podeljuje naziv častna meščanka glavnega mesta Ljubljane častni profesorici Gabi Čačinović Vogrinčič. Profesorica doktorica Gabi Čačinović Vogrinčič je zaslužna za veliko dosežkov na področju razvoja izobraževanja za socialno delo in za razvoj konceptov socialnega dela tudi v povezavi z nekaterimi drugimi strokovnimi področji. S pedagoškim in znanstvenim ter strokovnim delovanjem je tlakovala pot preraščanju sprva višje šole za socialne delavce v visoko šolo in nazadnje fakulteto za socialno delo, kjer je bila na položaju dekanje v letih 1987 do 1993 in nato ponovno od leta 2011 do 2013. V Sloveniji je prva uvedla raziskovalno področje psihologije družine, s katero so se študentke socialnega dela lahko spoznale pri predmetu Psihologija za socialno delo. V nadaljnjih letih je razvila eno od osrednjih polj socialnega dela, socialno delo z družino. Vodila vrsto s tem povezanih raziskav in razvojnih projektov. Napisala znanstveno monografijo in oblikovala študijski program druge stopnje socialno delo z družino, ki je po njeni zaslugi najbolj priljubljen magistrski program Fakultete za socialno delo. Doma in v tujini je verjetno najbolj prepoznavna po svojem pojmovanju delovnega odnosa soustvarjanja in izvirnega delovnega projekta pomoči, poudarjanju vloge jezika socialnega dela in pomena refleksije o socialnem delu, ki je dozorelo v samostojno stroko in znanost socialnega dela. Profesorica doktorica Gabi Čačinović Vogrinčič je pomembno prispevala še k razvoju sistemskega dela oziroma postopkov, organizacije in standardov na področju rejništva, star človek v družini, otrokove pravice in otroško zagovorništvo, socialno delo z otroki in mladostniki na področju prestopništva in drugo. Svoje znanstveno raziskovalno delo vselej preizkuša in oplaja z delom v praksi. Profesorica doktorica Gabi Čačinović Vogrinčič ima številne zasluge za vzpostavitev stikov in ohranjanje različnih oblik sodelovanja v mednarodnem merilu. Z njo so Fakulteta za socialno delo in njene predhodne razvojne oblike razvile široko mrežo stikov z visokošolskimi ustanovami iz držav nekdanje Jugoslavije, iz Evrope in Združenih držav Amerike. Kot vabljena predavateljica se je udeležila mnogih mednarodnih znanstvenih in strokovnih dogodkov, predavala v Nemčiji, na Švedskem, v Združenih državah Amerike, na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, v Republiki Srbski, na Finskem in na Šrilanki. Sodelovala je na številnih strokovnih seminarjih in izkustvenih delavnicah v različnih javnih ustanovah in nevladnih organizacijah v Sloveniji ter v več mednarodnih in domačih raziskovalnih projektih, tudi o projektih Mestne občine Ljubljana, ki so pomembno prispevali k identifikaciji potreb ranljivih skupin in iskanju odgovorov na številne izzive, s katerimi se soočamo ljudje. Svojim angažiranim delovanjem je tako pustila pomemben pečat v družbi, predvsem v mestu Ljubljana, kjer živi že 60 let. Gospod župan zdaj slavnostno spremlja častno meščanko glavnega mesta Ljubljane na oder k njenim besedam, ki se jih že zelo veselimo, saj so vselej izjemne in se dotikajo ne le našega uma, pač pa tudi globin in širin srca. Prisrčna hvala za to predstavitev. Mislim, to je 54 let mojega delovnega življenja. Tako predstavljeni, da sem lahko
res začutim to, da smem biti častna meščanka. Z globoko hvaležnostjo in s ponosom. Tato sem glavnega mesta Ljubljana, mesta heroja. Prisrčna hvala, prisrčna hvala. Posebno pomembno mi je, da gre za, zelo pomembno mi je, da gre za znanost in stroko socialnega dela, ki s tem dobiva priznanje. Res vse svoje življenje v procesih podpore in pomoči ljudem, v pedagoškem delu, v raziskovalnem delu sem posvetila socialnemu delu. Te znanosti in stroki, ki je predvsem pomembna danes, v tem trenutku, globoko v tem verjamem, ker smo razvili v socialnem delu znanstvene in strokovne odgovore na vprašanja današnjega časa, sprememb, ki jih potrebujemo v današnjem času, v tem postkoronskem času, kjer odločeno o tem, kaj bo nova realnost. In nova realnost ne more biti stara. In nova realnost mora biti drugačen, bolj človeški svet, ki ga lahko ustvarjamo samo v skupnostih, živih, povezanih ljudi, ki imajo jasno zastavljen cilj. Naši cilji so popolnoma jasni. To so človekove pravice, to je dostojanstvo vsakega človeka in dostojno delo za vsakega človeka na tem človeškem svetu. To je demokracija, ki varuje socialno in pravno državo. To je zavzemanje za javno zdravstvo, javno šolstvo, kulture za vse. Zato, da najdemo rešitve za podnebne spremembe, zato, da varujemo okolje na drugačen način. A vidite, za ta drugačen človeški svet, za katerega globoko verjamem, da je možen, potrebujemo močno povezano živo človeško skupnost, ker edino tako se bomo lahko uprli grozečemu, liberalnemu, brutalnemu kapitalizmu, ki vedno bolj vidim, čutim, da razume novo realnost, še več brutalnega kapitalizma, še več izkoriščanja, še več nemoči, še več sužnjev. Ampak temu se lahko upremo. Globoko verjamem, da se lahko upremo tudi z novimi znanji. Ja, tako lepo ste rekli, Bernarda, delovni odnos, izvirni delovni projekti pomoči v tem konceptu, ki ga razvijamo v socialnem delu, ki je soustvarjanje. Predmet socialnega dela je soustvarjanje, kompleksni rešitev, premagovanje težav, iskanje novih želenih izidov za kompleksne psihosocialne probleme ljudi, posameznikov, družin, skupin, skupnosti in družbe. In če rečemo soustvarjanje, v jeziku socialnega dela, o tem govorimo, če rečemo soustvarjanje, potem že govorimo o odnosu in o procesu. V procesu soustvarjanja smo soustvarjalci, sodelavci, sopotniki, sogovorniki, na način, da se slišijo vsi glasovi, tudi glasovi otrok, ki jih dostikrat preslišimo. In vidite, v tem novem, razkošnem, ko se združimo v iskanju želenih boljših rešitev, je razkošje skupnega tisto dragoceno. In odgovore na to, kako imamo v znanosti in stroki in v sledovanju vseh ljudi. Vidite, Ljubljana, mesto heroj, moja Ljubljana, v kateri rada živim, res 60 let, rada jo imam. Mesto je solidarno, mesto je obrnjeno v skupnost, v mestu Ljubljana se čuva socialna država, v mestu Ljubljana se varujejo skupne iniciative, nevladne organizacije, varuje tudi podedovano dobro iz sveta socializma nekoč za javno zdravstvo in javno dobro življenje vseh ljudi. Zato verjamem in vem, da bomo v Ljubljani, v skupnosti ljudi povezanih v te cilje za bolj človeški, drugačen svet zmogli. Tako kot je ob obisku pri nas rekel Stefan Hessel, v Ljubljani je bil. On je vedno verjel, da bo skupnost človeška mogla spremeniti svet v bolj človeškega. In tudi povedano nam je, kako takrat. Rekel je, moramo se skupaj zoperstaviti nesprejemljivemu, moramo imeti dovolj znanja, moči in razkošnega povezanost med sabo, da ustvarimo novo in varujemo staro za novo življenje in za nove generacije, za generacije, ki prihajajo. To so generacije za nami,
za vas mlade, ki ste tukaj, izumiti še neznano, ker še ne vemo, kakšen bo svet, v katerem hočem verjeti, v katerem bo možno človeško drugačno življenje. In na koncu, hvala lepa mestu Ljubljana za čudovito darilo, ki sem ga že videla, in mojstru Rudiju Španzlu hvala za portret, ki me je globoko ganil. In tukaj z mano, in to mi je v čast, profesor dr. Jože Mencinger, da sva skupaj častna meščana, ker vas cenim in spoštujem še iz časov, ko ste bili v slovenski vladi, v 2 mandatih ste bili moj rektor in še vedno skrbite za to, da v tej deželi ne pozabimo varovati socialno državo, pravno državo, demokracijo, da ne izgubimo tega kompasa. Iskrene čestitke tudi vam. Hvala enkrat še vse z upanjem in željo, da bomo zmogli v Ljubljani in v Sloveniji. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovana častna meščanka, za besede, ki so se nas dotaknile in nas ganile. Zaploskajmo, prosim, še enkrat. Spoštovani in spoštovane, Mestna občina Ljubljana podeljuje naziv častni meščan glavnega mesta Ljubljane akademiku, zaslužnemu profesorju, dr. Jožetu Mencingerju. Akademik, zaslužni profesor dr. Jože Mencinger je eden najuglednejših slovenskih ekonomistov in dolgoletni rektor Univerze v Ljubljani. Leta 1964 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Ob tem je študiral tudi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Magistriral je iz ekonomske analize in na Inštitutu ekonomskih nauka v Beogradu leta 1966. Doktoriral je iz ekonomije v Združenih državah Amerike na ekonomskem oddelku Univerze Pensilvanija, Filadelfija, pri komisiji pod vodstvom Nobelovca Kleina. Od vsega začetka je zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je redno napredoval in leta 1987 postal redni profesor. Leta 2013 je postal dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V 47 letih učiteljevanja je profesorja Mencingerja poslušalo več kot 10.000 bodočih pravnikov. Profesor dr. Jože Mencinger je bil rektor Univerze v Ljubljani v 2 4-letnih mandatih. V tej funkciji je predvsem poudarjal avtonomijo univerze, v njenem okviru pa avtonomijo posameznih fakultet kot njenih članic in upoštevanje matičnosti pri programih. Ljubljansko univerzo je povezal z drugimi uglednimi univerzami po svetu in si prizadeval za njeno dobro razvrstitev na lestvicah najboljših univerz v svetu. Doma je konstruktivno sodeloval v rektorski konferenci ter se odločno boril za večje priznanje in uglednost univerzitetnega študija in raziskav v Sloveniji. S pedagoškim in znanstveno-raziskovalnim delom tudi drugod v Sloveniji in v tujini je profesor Mencinger dodatno prispeval k utrditvi ugleda Ljubljanske univerze. Predaval je na Ekonomski fakulteti v Zagrebu in Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Bil je gostujoči profesor na Univerzi v Pittsburghu v ZDA, gostujoči znanstvenik na Mednarodnem centru za ekonomske raziskave v Torinu, na Inštitutu za družbene vede na Dunaju ter na podiplomskih programih Univerze v Bologni in Univerze v Skopju. Je aktivni udeleženec mednarodnih in domačih konferenc s področji makroekonomije in širših vprašanj družbenega razvoja, posebej po preobrazbi socialističnih gospodarstev. Profesor dr. Jože Mencinger je eno mednarodno najbolj poznanih imen ekonomistov iz vzhodne in srednje Evrope. Sodeloval je s številnimi mednarodnimi organizacijami, Organizacijo Združenih narodov, Svetovno banko, bil je svetovalec UNDP za Gvajano in Bosno in Hercegovino in v Moldaviji. Tranzicijskim državam, še posebej na Zahodnem Balkanu, je z nasveti pomagal ob prehodu v tržni sistem.
V času demokratizacije Slovenije je postal minister za gospodarstvo in podpredsednik prve demokratične vlade Republike Slovenije. Prvi koraki v demokratizacijo pri nas so bili na ekonomskem področju uspešni v veliki meri prav po njegovi zaslugi. Svojim izjemnim znanstvenim opusom, ugledom v mednarodnih krogih in pripadnostjo Univerzi v Ljubljani je tako nedvomno pomembno prispeval k prepoznavnosti mesta Ljubljana. In tudi vas, spoštovani častni meščan glavnega mesta Ljubljane, vabimo k nagovoru. Izvolite. Ja, dober dan. Ker bo dež začel padati, bom bolj kratek. No, v tem sem pa spomnil pravzaprav svojega delovanja. Najprej naj se zahvalim mestnemu svetu, da me je imenoval za častnega občana, kar je seveda velika čast. Posebno še, ker se pridružujem ljudem, kakršen je bil moj prijatelj profesor Bučar in pa kakršen je bil Janez Stanovnik. In tudi sicer bom v dobri družbi. No, kar se pa mojih pogledov na svet tiče pa tole. Jaz pravzaprav ne vem, kakšne imam zasluge za mesto Ljubljana, saj niti Ljubljančan nisem. Res pa sem že 60 let v Ljubljani in seveda to je neka dolga doba in Ljubljana mi je seveda všeč. Najraje pa vidim, da ne dežuje, zato da se lahko vozim z biciklom po Ljubljani. No, kar se pa tiče drugih stvari, res je bil sem v prvi slovenski vladi, to so bili pravzaprav čudni časi, ko nisi vedel, kaj se bo zgodilo naslednji dan in zaradi tega je bilo zanimivo. Vladati je bilo pa takrat zelo enostavno. Stranke še niso vedele, da je treba nagajati, da je to osnovna funkcija, ampak je bilo več ali manj zelo enostavno in tudi, ko si zapustil vlado, si naslednji dan že šel v drugo službo, ker smo bili pač več ali manj vsi amaterji. No, ko sem šel z vlade, oziroma še pred tem sem imel nekaj zaslug pri delanju denarja skupaj z ministrom za finance Markom Krancem in še zmeraj sem ponosen na tolar in tudi na tisto, kar smo delali v Banki Slovenije potem. Leta 1997 sem pa postal rektor. To je pa edina funkcija, ki jo pravzaprav znam upravljati. In to je pravzaprav najlažja služba, ki si jo sploh lahko kdo zmisli. Samo treba imeti dobre sodelavce pa ljudem zaupati. Če ljudem zaupaš in imaš dobre sodelavce, so stvari enostavne. Na univerzi sem si jaz prizadeval proti tistim naukom, ki so mi jih takrat delili, da je treba centralizirati pa narediti podjetno univerzo. Jaz verjamem, da univerza ni zato, da dela ljudi s visoko dodano vrednostjo, ampak da je osnovna funkcija univerze, da naredi ljudi, ki znajo misliti in ki znajo tudi dvomiti. Toliko o tem. No, sicer pa ena od stvari, na katerih sem ponosen, je pravzaprav obnova univerze, ki jo pa omogočil dejstvo, da se je ravno takrat Janez Kranjc, ki je bil dekan pravne fakultete, izselil pravno fakulteto v novo stavbo, tako da smo lahko celotno stavbo zelo hitro preuredili. Ker so v tistih časih podjetja še rada dajala denar, to ni bilo zelo težko narediti, nismo imeli nobenih problemov pri gradnji, nobenih razpisov in podobne stvari, delali smo lahko, kot smo hoteli, glede tega pravzaprav bila stvar enostavna. Kar se političnih pogledov tiče pa tole. Jaz sem socialdemokrat. Socialdemokrat sem postal že v srednji šoli in sem se tega naučil v Hamburgu, kjer sem delal na podzemni železnici v počitnicah. No in takrat, ko smo delali, so delavci v ponedeljkih razpravljali o politiki, ne pa o nogometu, oziroma več o politiki kot o nogometu. Od takrat sem pač tudi socialdemokrat. Potem sem bil med ustanovitelji še Tomšičeve socialdemokratske
stranke. Oziroma takrat je bila še zveza, to je leta 1990. Za politiko nimam nobenega daru, zato sem po enem letu politiko zapustil in ugotovil, da v politiki lahko deluješ samo, če si pripravljen kar naprej delati nekaj drugega, ne tisto, kar verjameš sam, da je treba delati, tako da je pač ta politično delovanje je bilo neuspešno. Edina funkcija, ki sem jo uspešno upravil, je pravzaprav rektorska funkcija. Če pogledam še, kaj mi je v tej družbi všeč ali pa ni všeč, res, da so zdaj težji časi, zaradi tega, ker je pač težko vladati, ampak kar me moti je to, da je Slovenija postala precej zagatna družba, medtem ko je bilo čist nekaj drugega takrat, ko smo bili v prvi vladi, takrat ni bilo nobenih ideoloških delitev, prišli smo z različnih koncev, nismo se spraševali, odkot je kdo, zdaj pa pač bilo, zdaj pa nekako drugače. Še nekaj, če gledam o razvoju Slovenije. V razvoju Slovenije nekaj stvari ni všeč. Eno od teh je, da smo praktično prodali vse, kar smo imeli, tega več nimamo, vse je prodano od letališč pa do večine podjetij, to je prvi problem. In potem so pa še taki majhni problemi, ki nam delajo sramoto. Eno od takšnih sramotnih dejanj so bili izbrisani, drugo je žica na meji s Hrvaško, tretje je članstvo v NATO, kjer vem, da sem zelo osamljen v svojih pogledih. No in celo nekaj, kar me moti, zakaj se ne da enostavno narediti, to, da se ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje in se ga prenese v normalno. No in tle pa še nekaj, še zadnjo besedo, za vse je zaslužna pravzaprav moja družina, predvsem moja soproga, ki jo pa danes nadomešča kar hčerka. Hvala. Najlepša hvala, spoštovani častni meščan. In zdaj nam bodo veselo in ponosno zopet zapeli pevci partizanskega pevskega zbora in nas spomnili, kako pomembno se je ne ukloniti. Hvala lepa partizanskemu pevskemu zboru. Zdaj pa počastimo spomin na častnega meščana Ljubljane leta 2010, Janeza Stanovnika, dolgoletnega predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, partizana, in si oglejmo odlomek iz filma z naslovom Oče naroda.
25. marca leta 1941 je komaj 18-letni Janez Stanovnik kot član ilegalne Zarje imel pred Trubarjevim spomenikom v Tivoliju svoj prvi politični govor. Zbrali so se mladi, ne glede na ideološke ali politične opredelitve, vsi z obsodbo fašizma in nacizma. Razšli so se kasneje, ker so eni poslušali srce, drugi razum. Bistvo tega govora je bilo to, da sem jaz vse opozarjal, da zdaj gre za narodovo usodo. Rad citira Cankarja, tudi tisto: narod si bo sodbo pisal sam. Domobranci so z mitraljezi skušali uničiti ta napis, pa je do danes napis ostal in tudi njihova sramota. Dotakne se tudi stanja duha, ki je pogojeno z notranjo delitvijo. V zadnjih 20 letih je potekala intenzivna kampanja za revitalizacijo zgodovine, zato pozivam k dialogu resnice. Če smo mi napravili komu krivico 45. leta, je popravljanje krivic napravilo več krivic, kot pa popravilo. Dejstva bomo položili na mizo in naj se izkaže, kaj je res in kaj je laž. Kako si v današnjem času predstavljate spravo? Jaz nerad uporabljam izraz sprava. Ko sem bil predsednik predsedstva, smo mi kot zadnje dejanje svojega predsednikovanja sprejeli izjavo o narodni in državljanski pomiritvi. Narodno-osvobodilna borba je zajela v slovenski narod in vi prav dobro veste, kot vsak drug, komunistov je bilo 2000 pred vojno, partizanov je bilo pa 50 000 pa več. In jaz se spomnim, ko sem šel Metoda Mikuža v partizane pripeljati in je prvo mašo bral in na presenečenje vseh politkomisarjev je cel bataljon šel k maš. Pravi, da je nepošteno in krivično nepravilnosti in zločine, ki so jih storili, najpogosteje že pokojni posamezniki, uporabljati za satanizacijo plemenitega odporništva ogromne večine slovenskega naroda. To, kar se je zgodilo, je sramota za zmagovalce. To, kar se hoče doseči, pa je zmaga premagancev. Jaz se ne strinjam s to tezo, pustimo zgodovino zgodovinarjem. Zgodovino so delali in pisali živi ljudje in do zgodovinskega dogajanja moramo živi ljudje tudi zavzeti svoje stališče. Načelo trajnostnega razvoja kot temelj bodoče svetovne ureditve. Človeški odnosi morajo biti zgrajeni na načelih trajnosti človeškega rodu in spoštovanja človeškega dostojanstva, ne pa na načelih profita in kapitala. In vidiš to osnovno moralno načelo, ki smo ga mi zapisali v to poročilo te Svetovne komisije za okolje in razvoj, je po mojem pojmovanju tudi načela, ki ga vi, mlada generacija, prevzemate danes kot načelo, na katerem naj bi se urejal svet. Vsi ljudje so rojeni enaki, z neodtujljivo pravico do življenja in do iskanja sreče. In to smo mi, partizani, zapisali v izjavo pravic in dolžnosti slovenskih državljanov, ki smo jo sprejeli 19. februarja 1944. leta v Črnomlju. In jaz sem bil takrat zapisničar in je moje ime podpisano pod to deklaracijo. Oblastniki morajo narodu služiti, ne pa mu vladati. To je moralno načelo, na katerem naj se gradi svet.
Cenjeni in cenjene, ob zaključku te naše slovesnosti pa k nagovoru z veseljem in spoštovanjem vabim župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića. Spoštovani gospod župan, dež je očitno odnesel elektriko, bom pa jaz stala blizu vas, da se vas bo slišalo skozi moj mikrofon, kakšna čast in kakšno veselje vam pa gotovo prinesejo. Zdaj se slišimo, se vidi takoj, ne? Torej, dober dan želim, častne meščanke, častni meščani, spoštovane mestne svetnice, mestni svetniki, spoštovane gospe in gospodje, spoštovane Toršice, tovariši, drage borke in borci, spoštovane partizanke in partizani. Danes, 4. avgusta, ob rahlem dežju tu na Kongresnem trgu, s ponosom vzklikam: živel 9. maj, praznik Ljubljane, mesta heroj, praznik mesta, ki s ponosom slavi 75 let od osvoboditve, in te slike, ki so videni tu iz Kongresnega trga, kažejo tisto veselje slovenskega naroda, Ljubljančank in Ljubljančanov ob naši osvoboditvi. Tovarištvo, ponos, da se boriš za svoj jezik, za svojo zemljo ali svoja podjetja danes, kot je rekel rektor, je bilo tisto, kar je vodilo do te veličastne zmage. Sicer bi danes govoril o uspehih mojih sodelavcev, o zahvali meščankam in meščanom za vse, kar smo storili v tem času, ampak naj bo sam en stavek dovolj, da v času pandemije je mesto teklo normalno, kot se da normalno naprej, za kar so zaslužni moji sodelavci in sodelavke. Delali smo tista humanitarna dela, 550 obrokov vozil hrane najbolj ogroženim otrokom v socialnih družin, imeli smo varstvo na domu, dali smo hostel celica za zaposlene v kliničnem centru in številne druge aktivnosti. Osnovna ideja je bila za sodelavce in sodelavci ni odpuščanja, vsi bodite samoodgovorni, čuvajte sebe, čuvajte svoje in jaz sem na to čuvanje ponosen. Danes tudi vidimo Kongresni trg brez ograj, ni žic. Kajti bila je dosti ena žica med drugo svetovno vojno tam na Golovcu okoli PST-ja, in ni nobenih žic v glavah. Ne vidim potrebe in razloga, da se mi predstavniki ljudstva, voljeni, skrivamo pred svojim ljudstvom ali se pograjujemo. Danes ponosno slavimo ta naš praznik in jaz sem vesel, če lahko povem še nekaj besed o naših prejemnikih plaket, nagrad, čestitke, zasluženo. Pravzaprav je imela komisija zelo težko delo zbrati najboljšimi. Posebna zahvala gre častni meščanki in častnemu meščanu, kajti vi še izboljšujete ta jagodni izbor naših častnih meščank, častnih meščanov. Imamo prvega predsednika tu, katerega posebej pozdravljam, kajti on je tisti, ki je pokazal pot v pravo smer. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes je naša nova častna meščanka Gabi v svojem nagovoru pokazala svojo široko prekmursko dušo, ki je prinesla to svojo milino v glavno mesto, kjer že 54 let poučuje, in če kaj potegnemo iz tega nagovora, je zelo jasno. Ohraniti moramo medsebojno spoštovanje, socialnost in pa predvsem pomoč najšibkejšim. Rektor je povedal tudi, kako je nastajal tolar in kako je bilo enostavno nekoč v politiki na začetku naše države. Ampak spomnil ga bom še na en stavek, leta 2006 je bil tudi povabljen kandidat za župana Ljubljane. In ko sem mu prišel povedati, da bom kandidiral, mi je rekel ta stavek: veste, verjamem, da bi jaz lažje zmagal na volitvah, ampak vi ste boljši za kanalizacijo. No in govor je tu danes še vedno zelo veliko spoštovanje, tako da teh 2200 projektov, med katerimi je veliko kanalizacije, je dvignilo Ljubljano do tega nivoja, da je najlepše mesto na svetu. Sedaj pa še
teh čudnih zadnjih mesecih, poleg pandemije, imamo spet nekatere zgodovinarje, ki bi radi prikrajali in spremenili zgodovino. In zato je prav, da smo se skupaj združili z Zvezo borcev, in ko je predsednik prišel z našo predsednico Ljubljane Julko na eno srečanje, kaj narediti, da vzdržimo ta ponos na Titove partizanke in partizani, na narodnoosvobodilno borbo, na to, da s ponosom lahko nosimo rdečo zvezdo, kot ima naša Svetlana, na to, da lahko pojemo Hej brigade, ki je narodna himna in bo na koncu. Smo iskali primeren datum, da povemo ob spoštovanju vse pandemije, in tudi Nacionalni inštitut nam je dovolil ta trak, celo gospod Krek me je vprašal, kakšne barve hočem trak, in vidite, ne, normalno ljubljanski trak, da pokažemo tisti naš odnos do časih meščank in meščanov, in smo se hitro dogovorili za datum 4. avgust. Letošnje leto je pobralo mnoge častne meščanke, častne meščane. Jaz sem posebej ponosen, da me je družina Stanovnik dopustila, da sva z Julko šla kot zadnja nedružinska člana obisk očetu naroda, in njegov zadnji stavek, ko smo se poslavljali, ne bom nikoli pozabil. Ponosen sem na to, da je moj prijatelj Janez Kocijančič veliko časa preživel v mestni hiši, tudi v zadnjih mesecih, ko je bil resno bolan, in ponosen sem na vse meščanke in meščane, tudi vas, ki ste danes tu prisotni in ker niste mogli priti, na to, da spoštujemo vrednote narodnoosvobodilne borbe. Brez tega tudi ne bi imeli leto 90, leto 91, da zdaj živimo v svoji neodvisni, samostojni državi, na katero bi morali biti in bomo ponosni. Povedal bom še tisto, kar ponavljam predvsem za zanamce. Dokler bo to vodstvo Mestne občine Ljubljane, ne bomo dovolili spomenikov domačim izdajalcem. Gradili bomo na vrednotah partizanov, tisti, ki so dali svoje življenja in svojo kri za to, da živimo v tej prelepi domovini, in predvsem na tej socialnosti, na pomoči najšibkejšim, in tudi v času pandemije se je videlo, kako se je Ljubljana odzvala. Hvala vsem meščankam in meščanom, vse vas pa pozivam, da skupaj gremo 1945 do spomenika očetu naroda. Predtem bojo Jezerški prinesli kratko pogostitev, vmes pa upam, da bo film o Ljubljani, tistega, ki smo mislili predvajati 9. maja, nam je zabijaz naštel 150 projektov, bo nekaj pokazanih tu na platnu. Čestitke vsem nagrajencem in še enkrat, naj bo ta naša družba srečna, naj bo svobodna, naj bo ponosna na to, da lahko imamo demokracijo, da vsak izrazi svoje mnenje, in na koncu ne smemo dovoliti, da ponovno fašizem in nacizem dviguje glavo. In ne pozabiti, da so naši predniki bili na strani tistih, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, fašizem in nacizem. Smrt vsem fašizem in svobodo vsem narodom. Przez Polianę pożarne wiadomo
Hvala lepa partizanskemu pevskemu zboru in solistu, baritonistu Juretu Počkaju. Hvala tudi vam, pevski zbor tukaj na Kongresnem trgu. Preden bosta delegaciji Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Mestne občine Ljubljana ob 19:45 slovesno odkrili doprsni kip Janeza Stanovnika pri grobnici narodnih herojev, smo vam, kot je dejal že gospod župan, pripravili pogostitev. Vse spoštovane nagrajence in nagrajenke, prejemnike plaket in nagrad, častno meščanko in častnega meščana pa vljudno vabimo k fotografiranju za lepe spomine. Hvala. Cenjeni gostje, zopet toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na kraju, kjer bomo slovesno odkrili doprsni kip dolgoletnemu predsedniku Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, partizanu in častnemu meščanu Ljubljane Janezu Stanovniku. Najprej bomo prisluhnili pesmi Katjuška, ki izvira iz Rusije in govori o hrepenečemu dekletu, ki pogreša svojega ljubega vojaka. Jureta Počkaja bo na harmoniki spremljal Branko Sladič. Расцветали яблони и груши, попили тумани над рекой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Викадила, песню заводила, про стопого сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ti letiš od drugih ptic hitreje, mojo pesem nesi v daljni kraj. Partizanu, ki nam brani meje, lep pozdrav Katjušin mu predaj. Partizanu, ki nam brani meje, lep pozdrav Katjušin mu predaj. Misli naj na ljubico edino, ki mu boje pesem čez gore. Naj obrani našo domovino, jaz obranim svojemu srce. Naj obrani našo domovino, jaz ohranim svojemu srce. Zacvetele jablane in hruške, stale so meglice iznad rek. Prišla je na strmi breg Katjuša, prišla na visoki strmi breg. Prišla je na strmi breg Katjuša, prišla na visoki strmi breg. O Janezu Stanovniku, o veličini, širini, globini njegovega bogatega življenja, dela, srca in duha smo danes že mnogo slišali na slovesnosti na Kongresnem trgu. Spomnimo, da je poleg številnih drugih priznanj in odlikovanj prejel tudi naziv častni meščan Ljubljane. Zanimivo in pomenljivo je, da je istega leta 2010 naziv častna meščanka prejela tudi slovenska ekonomistka in političarka, cenjena gospa Ana Nuša Kerševan, ki je bila tudi predsednica skupščine mesta Ljubljane, danes bi temu rekli županja Ljubljane. Spoštovana gospa Ana Nuša Kerševan, vljudno vabljeni k besedi, prosimo, delite z nami spomine na Janeza Stanovnika. Hvala, Bernarda, za prijazne besede. Spoštovani,
Posebno čast mi je, da lahko sodelujem in spregovorim ob odkritju spomenika partizanu, očetu naroda, častnemu meščanu Ljubljane, mesta heroja, tovarišu Janezu Stanovniku. Pri tem se spominjamo številnih dogodkov, ko smo prisluhnili njegovi kleni besedi in jasni misli o času, v katerem smo živeli, o zgodovinskih dogodkih in številnih predlogih za razvoj naše domovine in za človeka vredno življenje. Njegov spomin je bil izjemen, njegovi nasveti vedno dragoceni. Govorila vam bom o tovarišu Janezu Stanovniku z besedami, ki sem jih v kratkih stavkih povzela iz pogovora, ki ga je imel z gospo Jelko Kušar pri pripravi avtobiografske knjige, ki jo je naslovil Viharno stoletje in jo je posvetil svoji spoštovani in dragi mami. To knjigo sem večkrat prečitala, saj mi je v njej napisal, da mi jo podarja zato, ker me bodo morda zanimali njegovi spomini, o katerih se nisva pogovarjala. Res so me zanimali in spodbudili. Takole je predstavil sebe in svojo družino. Živel sem v katoliški družini, v kateri smo bili zelo navezani drug na drugega. Mama je bila čista ljubezen, oče je bil strog, vendar nas je vzgajal v samostojne in razmišljajoče ljudi. Bil sem najstarejši sin, pred menoj je bila sicer sestra, za menoj pa še 2 sestri in 3 bratje. V svojih 2 zakonih sem imel 4 sinove, ki so odrasli v odgovorne, samostojne ljudi. Z nami v družini je živel še moj stric, očetov brat Aleš, ki je bil ustreljen leta 1942 v gramozni jami. Za stričevo smrt sem izvedel v Dolomitih, v partizanih in sem bil močno prizadet, saj mi je bil vedno kot starejši brat. Že v srednji šoli in še več kasneje na univerzi sem se vključeval v različne, največkrat protifašistične krožke. Študenti smo bili povsem enotni in duša Ljubljane in smo v javnosti doživeli velik odziv. Tudi moj oče, krščanski socialist, ni bil nič hud name, ker sem aktivno sodeloval v študentskih demonstracijah. Kot študenta, ki je sodeloval v demonstracijah, so me Italijani zaprli. Ko so me izpustili iz zapora, sem se skrival v Ljubljani in si redno dopisoval z mamo in razmišljal, kako bi odšel v partizane. O tem, da sem se odločil iti v partizane, sem molčal. Nihče ni tega vedel. Vendar pa mi je v spominu ostala podoba mame, ki me je ob zadnjem odhodu iz hiše spremljala do vrat in še vedno vidim njen objokani obraz. Na vprašanje, kako danes gleda na svoja partizanska leta, v knjigi odgovarja takole. Vojno sem doživljal povsem drugače, kakor jo danes vidim. Na marsikaj gledam danes kritično. Takrat sem enostavno izvrševal povelja in nisem imel nobene kritične pripombe. Vsi smo jo doživljali kot v nekakšnem dolgem transu. Kamenčki iz mozaika te vojne pa so ostali povsem čisti v spominu. Izredno pomembno je bilo njegovo delo v diplomaciji in Združenih narodih, ob tem pa je še izredno študiral in diplomiral, predaval na številnih univerzah ter napisal nekaj odmevnih knjig. Kako realen je bil njegov pogled
na stanje v Sloveniji v času nastajanja njegove že omenjene knjige, ki je šla leta 2013, razberemo iz besed, ki so aktualne tudi danes, saj se viharno stoletje še kar nadaljuje in ne končuje. Takole nam je govoril o tem času. Na daljši rok sem optimističen in pesimističen hkrati. Moj ideal je, da bi Slovenija ostala nacionalna ekonomija, kar bi bila optimalna rešitev, a ne vem, če jo bomo dosegli. Spoznati moramo geografske in demografske stalnice ter zaupati v lastno ustvarjalnost. Ne bi smeli sanjati o velikih zadevah, ampak bi morali izhajati iz tega, kar imamo, in to plemenititi. Da prihaja nova generacija, ki jo že čutim. Pogosto se pritožujejo, da preveč ljudi odhaja v tujino. Tudi sam sem odšel in tujina me je zgradila in z novimi znanji sem se vrnil domov. In tako bo tudi z mladimi. Nekateri odhajajo, drugi prihajajo. Zato pravim, življenje me je naučilo skorajžo naprej. Ne oziraj se preveč nazaj. No. Mislim, da je trenutek, ko lahko zaploskate v svojih srcih, vem, da z rokami ne morete. Na vprašanje, kako je dobil naziv oče naroda, pa hudomušno odgovori. Menim, da sem naziv oče naroda dobil zaradi vretja v narodu, ki je potreboval očeta. In kdo bi bil oče, če ne ta brkati predsednik? To je bil bolj odraz potrebe časa. Ljudje so čutili potrebo po nekom, ki je šel skozi razne izkušnje, a je v bistvu ostal odprt za prihodnost. Na vprašanje, ali se je kot predsednik predsedstva počutil odgovornega za svoj narod, na to vprašanje jasno pove, da. To čutim tudi zdaj, ko nisem več predsednik. Kri pač ni voda. Temu nepozabnemu očetu naroda danes odkrivamo spomenik. Imeli smo srečo, da smo ga poznali in živeli v istem času s človekom, ki se ni skrival pred dolžnostmi, ki se ni udinjal sovražniku, temveč vedno preudarno in odgovorno prevzel dolžnosti, ki mu jih je naložilo to viharno stoletje, ki ga je aktivno preživel. Žal je takih ljudi malo, veliko premalo, in zato tovariša Janeza že zelo pogrešamo. Ohranili ga bomo v trajnem in najlepšem spominu, ter se pogosto z mislijo na njega ustavili ob tem njegovem spomeniku. Hvala za pozornost. Hvala. Najlepša hvala, ker je že dežnih kapelj preveč, da ne bo besed preveč, preprosto vljudno, kratko in jedrnato. K nagovoru vabim tudi mestno svetnico Mestne občine Ljubljana, Julko Žibert. Spoštovani župan Mestne občine Ljubljana, spoštovani predsednik glavnega odbora Zveze borcev Slovenije, spoštovani častni meščani, spoštovani vsi prisotni, predvsem spoštovana družina tovariša Janeza Stanovnika, ki ste se udeležili tega slovesa. Kot je že povedala častna meščanka Ljubljane Nuša Kerševa, je tudi meni v veliko čast, da lahko spregovorimo o odkritju spomenika Janezu Stanovniku, soustvarjalcu zgodovine viharnega 20. stoletja. V teh trenutkih, ki je bilo že zelo veliko povedano o Janezu Stanovniku, bom podala le nekaj utrinkov iz njegove ustvarjalne, častne življenjske poti, ki nas bodo še dolgo spremljali pri našem delu
predvsem pri delu v Zvezo borcev Slovenije. Tone Pavček je rekel: sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo prave sledi. Tudi meni je bila dana ta sreča, da sem s tovarišem Stanovnikom prehodila del svoje življenjske poti, in sicer v času, ko je bil predsednik Zveze borcev Slovenije in tudi pozneje, ko je bil častni predsednik Zveze borcev Slovenije. Janez je bil izjemen človek. Njegova miselna in moralna oporoka nam bo ostaja trajno zapisana v več zbornikih in publikacijah, in sicer Narodno-osvobodilna borba in današnji čas, Viharno stoletje, Osvobodilna borba, Osvobodilna fronta, boj za prihodnost, pa tudi v njegovih mnogih govorih in intervjujih v slovenskih medijih, kjer je argumentirano pojasnjeval resnico o narodno-osvobodilni borbi in tudi o aktualne razmere. Kjerkoli v življenju je Janez deloval, je zapuščal trajne sledi. Tako med narodno-osvobodilno borbo kot partizan Tine, kot diplomat v Organizaciji Združenih narodov, kot politik, kot ekonomist, predvsem pa kot predsednik Zveze združenj borcev Slovenije. Po moji oceni je bil ena najbolj karizmatičnih osebnosti našega časa, ki je s svojimi nastopi znal vzbuditi pozornost tako pri svojih somišljenikih kot nasprotnikih. Občudovali smo ga. Ponašal se je namreč z izjemnim spominom. Zaradi svojih častitljivih let je bil živa priča res viharnega stoletja in dogodkov, ki so v tem času Evropo nekajkrat do temeljev pretresli. Bil je pričevalec medvojnega dogajanja na naših tleh, bil je udeleženec procesov gradnje nove Jugoslavije po vojni in tudi samostojne Slovenije. Bil je živa priča časov, ko je bila Jugoslavija pomembna sila na zmagi na strani zmagovalne protihitlerjevske koalicije in bila takrat v svetu zelo spoštovana in upoštevana država. Janez Stanovnik je bil tudi soustvarjalec mlade slovenske države, saj je bil v letih 1984–1988 član predsedstva, potem pa 2 leti predsednik predsedstva Republike Slovenije. Janez je bil človek dialoga, verjel je v medsebojno spoštovanje in zaupanje, pravilno je znal vedno analizirati situacijo in za resnico pomiriti množice. Znal se je postaviti za Slovenijo in za vse Slovence in zato so ljudje v njem videli veliko moralno moč in veliko oporo. Za vse to in še več so mu ljudje podali naziv oče naroda. Kot predsednik Zveze borcev Slovenije je bil pokončen človek, pošten in ni mu bilo težko prevzeti te organizacije, saj je prišel med svoje vojne tovariše. Ljudje v Zveze borcev in tudi drugi smo ga spoštovali in ga preprosto imeli radi. S svojo pokončno držo je tudi pri poizkusih sprevračanja zgodovine o narodno-osvobodilni borbi ohranil njeno veliko moralno moč. Vedno je bil dosleden glasnik resnice o narodno-osvobodilni borbi. Nikoli pa ni prikrival tudi zmot in stranpoti, saj je bil prepričan, da je tudi v tem veličina in človeščnost partizanskega boja. Ta načela, ki jih je živel vse svoje življenje, je znal graditi tudi v delo naše organizacije in s tem dal vedeti, da tudi v sedanjem času še kako potrebujemo ljudi, ki bi morali svoje osebne interese podrejati družbenim. Zato je Zveza borcev pod njegovim vodstvom imela velik ugled in spoštovanje. Iz njegove knjige Osvobodilna fronta, boj za prihodnost, v kateri govori o vrednotah, ki nam jih sporoča Osvobodilna fronta za današnji čas, bom citirala njegovo misel. V svetu in v razmerah, kakršnih živimo, je vračanje k vrednotam, ki so prežemale Slovence, da so vztrajali v boju in tako pisali najslavnejše in tudi najodločnejše trenutke naše narodne usode, bistveni element za premagovanje težav, s katerimi se spopadamo. Osvobodilni boj je bil po eni strani mogoč,
ker so se partizani in aktivisti Osvobodilne fronte držali visokih moralnih načel, po drugi strani pa je trpljenje in žrtvovanje v boju skristaliziralo moralna načela in vrednote, ki so spremenila slovenski narodni značaj iz narodna hlapcev v narod junakov in gospodarjev. Konec citata. In kaj pravzaprav nam je Janez nadalje govoril, citiram. Kaj nam torej Osvobodilna fronta, njena načela, ideali, vrednote pomenijo za današnji čas? Domoljubje, enotnost, samozavest, hrabrost, humanistična solidarnost, idejna strpnost so vrednote, ki nam jih sporoča Osvobodilna fronta za današnji čas. Čeprav so problemi danes, pred katerimi smo kot narod nahajamo bistveno drugačni kot v času NOB, je solidarna enotnost naroda za reševanje današnjih težav prav tako bistvena, kot je bila v času okupacije. Zato prav zaradi vseh teh zadev, o katerih sem govorila, je Janez s svojim delom v Zvezi borcev pustil neizbrisen pečat. Nikoli ni klonil in se ni umaknil, če je bilo potrebno javno braniti vrednote narodno-osvobodilne borbe. Partizan Tine je bil velik človek z velikim znanjem in odločnim glasom resnice. Vedno nam je govoril, samo resnica nas bo osvobajala. Spoštovani, kot Ljubljančan je vedno poudarjal, da je bila Ljubljana srce odpora proti nacifašizmu. Zato je bil še toliko bolj vesel razvoja Ljubljane, ki ga je spremljal ne samo v borčevski organizaciji, ampak tudi delo mestne občine. Aktivno je podpiral njene vizije in usmeritve za nadaljni razvoj mesta, Ljubljana, mesta heroja. Njegove misli, opozorila in nasveti ter podpora so bili vedno dragoceni. Še ko sva ga z županom obiskala, nekaj dni pred njegovim slovesom, so bile njegove besede dragocene in nepozabne. Za njegove pomembne zasluge, za napredek uveljavitev Slovenije in njenega glavnega mesta, mu je ljubljanska mestna občina leta 2010 podelila naslov častnega meščana Ljubljane. Spoštovani, vsem nam je bilo v čast delati s tovarišem Janezom Stanovnikom. Na pobudo predsedstva glavnega odbora Zveze borcev Slovenije mestna občina Ljubljana na osnovi sklepa Komisije za postavitev javnih spomenikov obeleži v mestni občini, postavila spomenik ob njegovih bojnih tovarišev tu pri grobnici narodnih herojev. Ljubljani in Sloveniji bo ta spomenik, ki ga danes odkrivamo, ohranil dragocen spomin na življenje in delo spoštovanega Janeza Stanovnika, novim rodovom pa bo poleg spomina na veliko osebnost tako opomin na preteklost in kot kaže pot tudi v prihodnost. Dovolite mi, da se ob koncu zahvalim vsem, še posebej pa mestni občini Ljubljani in županu Zoranu Jankoviću za postavitev spomenika. Iskrena hvala tudi akademskemu kiparju in profesorju Metodu Ferlincu za izjemno upodobitev lika Janeza Stanovnika. Hvala lepa. Hvala lepa. Pred slavnostnim odkritjem doprsnega kipa Janeza Stanovnika pa bomo prisluhnili še eni lepi božajoči pesmi z naslovom Na oknu glej, obrazek bled. Na oknu glej, obrazek bled, na lici grenkih solzic med. Le kaj pa dekle komaj 20 let,
tak žalostno gledaš v svet. Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? Morda je v krvi obležal nocoj, ker branil je narod svoj. Preženi slutnje iz srca, ne delaj sama si gorja. Ne boj se, da fant se ne vrne zgora, ne toči nikar solza. Ne boj se, da fant se ne vrne zgora, ne toči nikar solza. Ponosen vrne se junak, ovenčan slavoslavnih zmag. In vriskoma vrgel bo ti dokov zrak, ko stopil čez tvoj bo prag. In vriskoma vrgel bo ti dokov zrak, ko stopil čez tvoj bo prag. Najlepša hvala harmonikarju Branku Sladiču, hvala izjemnemu solistu, baritonistu Juretu Počkaju in hvala vsem vam, ki ste pomagali, da je bila pesem Na oknu glej, obrazek bled še toliko lepša in ganljiva. Spoštovani in spoštovane, zdaj sledi slavnostno odkritje doprsnega kipa dolgoletnemu predsedniku Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, partizanu in častnemu meščanu Ljubljane, Janezu Stanovniku. K temu slavnostnemu dejanju vljudno vabimo Ano Nušo Kerševan, Julko Žibert in župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankoviča. Gospod župan Zoran Jankovič vljudno vabi k odkritju doprsnega kipa Janeza Stanovnika, tudi nekoga iz družine Janeza Stanovnika, glede na to, da smo lahko veseli in počaščeni, da vas je danes z nami kar nekaj iz družine Janeza Stanovnika. Predlagam, da se dogovorite in se nekdo pridruži pri veselem slavnostnem odkritju. Dobrodošli! Pravno hvala. Sem koja župana Smeli. Kje pa imamo akademskega sekretarja? Na mestu. Spoštovani in spoštovane, hvala, da ste z nami počastili spomin na očeta naroda. In hvala za vse vaše aplavze, ki ste jih gotovo prispevali s svojimi srci, če že z rokami zaradi dežnikov ni šlo. Proti nam. Ja, se spomenik mora videti.
In zdaj se je pridružil tudi avtor tega čudovitega doprsnega kipa Janeza Stanovnika. Gospod, če gre malo bolj stran, ja? Tako, Da se bo kip videl. Tako, ja, super, bravo. Zdaj pa imajo komando, fotografi in fotografinje. Še malo sem pogledajte. Bravo. Še eno tukaj. Dobro roko, stari. Srečno vsem, hvala vsem. Kot vidite, je bilo odprtje oziroma odkritje tega kipa tako uspešno, da je še deževati nehalo.